Univerzijada je, lahko rečem, skoraj življenjska priložnost ene generacije v Mariboru, v tem mestu, kajti s to univerzijado bo Maribor prišel izven regionalnega okvirja in skozi to univerzijado bo v Mariboru zgrajenega več, kot pa na ne vem kakšen drug način v prihodnjih 10 ali pa 20 letih. Univerzijada bo dala eno posebno spodbudo pri razvoju tega mesta. Res je sicer bolj na športno-turističnem področju, da kljub vsemu to bo za to mesto izjemno pomembna prireditev in verjamem v to, da bo večji del sredstev prišel od drugod. Kajti, ko se pogovarjam z nekaterimi ljudmi, ki so skeptični do te univerzijade, pravijo, češ, ja Madonna, odkot pa denar, 250 milijonov evrov, pa v Mariboru nimamo tega, pa onega, a je to potrebno, ne? Seveda, marsikaj ni potrebno v našem življenju. Toda, če upoštevamo dejstva, da bo skozi to univerzijado priteklo vsaj 2/3 sredstev iz drugih koncev, iz države, z evropske skupnosti in tudi z privatnim kapitalom, potem je to za Maribor velika priložnost, ki jo je potrebno izkoristiti. Zdaj kot mestnega svetnika, če vas vprašam, imate pogled v to, odkot zasebni kapital? Glejte, zasebni kapital je predvsem zainteresiran pri izgradnji prenočitvenih zmogljivosti, hotelsko-turističnih zmogljivosti, kajti te zmogljivosti, ta stanovanja, ti apartmaji, ti hoteli, ki bodo zgrajeni več ali manj tudi z pomočjo Evropske skupnosti, bodo služili temu mestu še naslednjih toliko let. In vemo, da Maribor ima svoje priložnosti predvsem v turizmu. Tukaj v tem mestu ne bo nikoli več težke industrije, kot je bila včasih, kot veliko industrijsko mesto. Danes je Maribor pač mesto, kjer se razvijajo majhna podjetja, kjer se razvijajo povsem drugačne kvalitete, kot smo jih poznali pred razpadom te naše bivše države. Ampak ena od velikih kvalitet in možnosti za to mesto je seveda razvoj turizma. Na zadnji okrogli mizi je direktor športnega centra Branik govoril o tem, da ne bi bilo potrebno delati nove smukaške proge. Absolutno. Kar se tiče alpskih disciplin, bi lahko univerzijada bila včeraj. Vse te proge tukaj na Pohorju zadoščajo predpisom Mednarodne smučarske zveze in Mednarodne univerzitetne športne zveze. Proge so homologirane, potrjene se strani odgovarjajočih inštitucij in zato ne bi bilo potrebno nikakršne nove proge. Je pa seveda res, da se v Rušah razvija nov smučarski center, ki se razvija in ki se bo razvil brez ozira na to, ali bi bila univerzijada v Mariboru ali tudi ne. Tam gre razvoj naprej, sicer res da nekoliko počasi, ampak korakoma in že letos bo v večjem delu zgornjega dela tega smučišča že v teku oziroma bo delovala nova 6-sedežnica, najmodernejša, najkvalitetnejša in ob tej sedežnici je že zgrajena praktično že danes in samo še majhne korekture bodo potrebne preko poletja, ena izjemno lepa smučarska proga. Se pravi, da za alpsko smučanje smo danes že v bistvu pripravljeni. Kar se tiče tekov, biatlona, prav tako, za minimalnimi stroški so teki lahko na Rogli, na Arehu, montira se strelišče, ki ga imamo na Pokljuki, se pravi, ni potrebno graditi novih strelišč, novih elektronskih tarč in tako dalje, vse to v Sloveniji že obstoja. Edine večje investicije na tem področju, če ne upoštevamo prenočitvene zmogljivosti, so seveda dve skakalnici, 120 in 90 metrska, zato marsikdo sprašuje, ali je Mariboru to potrebno, in ledene dvorane. Zdaj, gledajte, kar se ledenih dvoran tiče, Maribor in Ruše skupaj prav gotovo rabijo še eno dvorano. Ta današnja dvorana Tabor je, takrat ko je led, praktično razprodana od jutra do večera. Ena dvorana je potrebna za tiste, ki imajo radi to drsanje, ne za tekmovalni šport, ne za hokejske tekme. Tudi te dvorane, ki bi se naj zgradile, nikakor ne smejo biti dvorane z gromozanskimi tribunami. Majhne tribune za 1000-2000 gledalcev, maksimalno, predvsem je potrebna ledena površina, ki bo kasneje namenjena predvsem Mariborčanom in rekreativnemu drsanju. Skakalnice, to je relativno velika investicija, delno tudi problem z okoljevarstveniki, čeprav imam tu eno povsem drugačno mnenje, kar se tega tiče, za nekaj gozda, ki ga je v izobilju na Pohorju, ki ga bo potrebno posekati in zgraditi dve skakalnici, se vsaj jaz ne bom jokal, pa tudi marsikdo drug ne.
Vprašanje je po univerzijadi, kaj s temi skakalnicami, ampak tukaj jaz poznam ta šport, vem, da je v Sloveniji izjemno zanimanje za skakalni šport, da ves ta del Slovenije, severovzhodne Slovenije, doslej ni imel šanse ukvarjanja s tem športom in tukaj z tema dvema skakalnicama, ki bodo lahko praktično v delovanju 12 mesecev na leto, poleti na plastiki, pozimi na snegu, ob skakalnicah že obstojajo kompletne naprave za izdelovanje snega, bo to objekt, ki bo prav gotovo pritegnil obilo mladih, da se bodo odločili za šport in konkurirali Gorencem, ki so pa že leta dolgo svetovnem vrhu. Skratka, zanimiva nova športna panoga v Mariboru, ki po mojem pije vodo. Okoljevarstveniki predvsem opozarjajo na to, da bi bilo fajn to narediti Planici, to tekmo, ta del tekme na univerzijadi, namreč ne bosta samo dve, več jih bo, ne? Glede, gre za dve veliki skakalnici, 120 in 90 metrov. Jasno, lahko bi teoretično to bilo v Planici, ampak potem Maribor za vse večne čase ne bi imel skakalnice. Skoki so šport, ki danes so v Sloveniji popularni. Glede, v Planico pride 100.000 gledalcev v 3 dneh. Ogromno mladih, vse od Velenja pa tja do Rateč, do Planice, se ukvarja s tem športom. In če hočemo, da se ta šport razširi, in kar je še pomembno, če primerjamo od zimskih športov skoke in ostale discipline, skoki so daleč najcenejši šport. Alpsko smučanje je potrebno stalna potovanja po inozemstvu, iskati ledenike, južna hemisfera, žični sense. Medtem ko skoki se pripravlja večina tekmovalcev preko poletja na plastični skakalnici, ne rabi nikamor potovati, cel ta štajerski bazen bo lahko črpal kadre, mlade skakalce in bodo tukaj na teh skakalnicah lahko trenirali. Vekolikor tega ne bi bilo, niti eden se ne bo vozil Planico, tudi do Velenja je predaleč in tega športa na tem področju nikoli ne bi bilo. Jasno, najlažje je reči, gremo skoki, gremo v Planico, z biatlonom gremo na Pokljuko, kjer je že stadion, morda z alpskimi smučarji tudi še mogoče z slalomom v Kranjsko goro, ampak potem Maribor od tega ne bi nič imel. Predvsem pomembna je Univerza Maribor, da bo pridobil nekaj. Gre za to, da se bo Maribor razvil tudi na račun drugih, ne samo iz svojega lastnega budžeta mestne občine Maribor, ampak gledajte, koliko je bilo v zadnjih 15 letih soglasnih odločitev v državnem svetu za bilo katero stvar. Stalno pozicija pa opozicija se kontrirajo, grejo za minimalnim preglasovanjem, se sprejemajo odločitve. Univerzijado so sprejeli z 100% glasovi v državnem zboru. To pomeni, da država 100% stoji za to prireditvijo in seveda, če stoji za to prireditvijo, tudi mora prevzeti določene obveznosti. In seveda Maribor pa tisti, ki bo od tega koristi. Mi vedno govorimo, nič ne dobimo z Ljubljane, stalno smo nekakšni kalimeroti tukaj, Štajerci, Ljubljana to, Ljubljana ono, Maribor pa nič. To pa je prilika, da se dobijo sredstva najprej z Ljubljane, potem z Evropske skupnosti in tudi, da se pritegne, kot sem že rekel, privatni kapital.